Ja, zdaj, če bi lahko nekoliko cinično odgovoril, ne, zdaj gledanosti na splošno televizije so že tako nizko padle, ne, da v bistvu v absolutnih številkah ta nihanja sploh niso več tako zelo visoka. Ne. Mislim, jaz mislim, da se je to vendarle nekoliko spremenilo. No, še vedno, mislim, se je zanimivo pač tudi pri urednicah in urednikih pri nas, ne, teh splošnih, ne, ki pač urejajo informativne oddaje, je dolgo časa bilo. Zunanja politika, to bo pa takoj, pač bomo odgnali gledalce, ki je bila pač državljanska vojna v Siriji, ne spet Sirija, ne spet Ukrajina. Ne. To se zdaj vendarle spreminja. Jaz mislim, da tudi ljudje, ki so zelo usmerjeni v zanimanje za domače zadeve, pač spoznavajo, da to seveda se dogaja. In vidim pa recimo v teh zadnjih mesecih, odkar je Trump, da dejansko tukaj ni bilo kakšnega posebnega upada. Ljudi to pri nas vendarle zanima in vznemirja, tako da bi rekel, da se ta odnos spreminja. Jaz mislim, da se bo seveda še bolj, ko bodo te zadeve dramatične in bo bolj ali manj vsakomur jasno, da to res vpliva na naša življenja vsak dan. Aljaž, kaj pa ti misliš? Ta Grenlandija, pa konec koncev tudi tožba, kateri naj bi se pridružila Slovenija, tožba proti Izraelu. A to so lahko, če si za to, si pol ne vem za leve, če za to za desne, da zna igrati kakšno vlogo? Ravno to, ne? To je bilo pač tudi moje podvprašanje, predvsem Igorju, ampak v končni fazi tudi vama dvema. Ne? Ali so te zunanje politične pozicije, ki jih imajo slovenski politiki in političarke, ideološke ali performativne? Ne? Ker v končni fazi Slovenija, še posebej, odkar je članica Zveze NATO, kaj zelo v resnici, kaj zelo protiameriška ni, v smislu politik, je pa besedno zelo lahko, tako rekoč, nesvrstana, ne? v imenu dobrih starih časov. In me v bistvu zanima vaše opažanje, ko pridajo politiki pred kamere ali pa recimo, kadar so prišli Igor k tepu Odmeve in so imeli neka stališča, a so bila ta stališča podkrepljena s čim drugim kot zgolj z javnim mnenjem njihove ciljne skupine volivcev? Jaz mislim, da na začetku, sploh ko je šlo za